Kolumna Jajca. Anje Zag Golob. Ni problematično županovo strinjanje s kandidatom za vodjo javnega zavoda v lasti Mestne občine Ljubljana. Problematično je njegovo vmešavanje v postopek izbire. Dva kandidata, ki sta se prijavila na razpis, sta potrdila, da sta bila povabljena na sestanek k županu, po katerem sta svoji prijavi umaknila. Prijavil se je tretji kandidat, ki ima v nasprotju s prvim in drugim županov žegen in reči bi se odvile po očitno običajni praksi, ko bi bil svet zavoda Kino Šiška kljub nezavezujočnosti svojega mnenja manj agilen in ustrajen. Ne gre za to, da ima županova koalicija v mestnem svetu večino in je jasno, da vodi Ljubljano po svoje. Gre za to, da župan to vodenje po svoje očitno razume, kar se da dobesedno, to je osebno izpovedno. Župana kdaj srečamo, ko v mestu osebno ureja promet. Na isti način očitno osebno ureja tudi druge mestne podsisteme. V nedavni oddaji na Nacionalki se je župan sprehodil skozi vprašanja, niti oznojil se ni. To ni bil intervju, to je bila, kot temu rečemo, oglasna oddaja. Vajeti je prevzel v svoje roke že na začetku in jih ni izpustil. Brez zoprnih podvprašanj, brez vrtanj, brez dejanske vsebine je pač povedal, kar je želel. In zgolj to. Pred leti smo v Ljubljani organizirali dogodek, za izvedbo katerega je bilo treba za par ur izklopiti par svetilk mestne razsvetljave. To je postopek. Treba je vložiti papir ter plačati kar znatno položnico. Razen, če si navijaška skupina in se na županstvu zmeniš, da želiš za praznovanje svojega rojstnega dneva v središču prestolnice izpaliti par kanonat. V tem primeru ti izklop mestne razsvetljave časti občina Ljubljana. Občan se je moral zateči k skrajnemu sredstvu, tajnemu snemanju obiskov predstavnice MOL, ki ga je poskušala na vse pretege prepričati naj proda zemljišče in omogoči gradnjo kanala C0 čezenj. Posledično posedujemo zdaj dokaz postopkov pritiska, kakršnih se očitno poslužuje MOL. Pa, na take in tovrstne mejne prakse se ljubljanski župan mirno požvižga. Zakaj? Ker se lahko. Ljudje ga volijo. Dovolj podpornikov ima. Župan je iz teflona. Ne može mu niko ništa. Jači je od sudbine. Ni problem v županu. Problem je v volivkah in volivcih, v strankah in združenjih, ki niso sposobni predlagati in zmagati svojo kandidatko ali kandidatom. Aktualni župan ima podporo politike in javnosti, da počne, kar in kakor počne, očitno pa tudi več kot zadostno podporo medijev, da to vrstnosti kaj hitro izginejo z prvih strani, če nanje sploh priplezajo. Župan, ki mesto spreminja v Disneyland za petičneže, ki se je bridko norčeval iz rogovcev in rogovk, ki ga bremenijo številni sumi koruptivnih ravnanj, na sodiščih nikoli ni izpoznan za krivega. Župan, vpleten v afero lekarnarka, politično preživi in mirno hara dalje. Odšel bo, ko bo sam hotel in pod svojimi pogoji. Kaj to stanje pove o zdravju naše demokracije? Kako lahko še kdorkoli otroke uči o moralnih vrednotah? Prestolnica nam kaže tudi, kako globoko so v našo družbo zasidrane stare sile in kako daleč seže njihova moč. Priznam, jaz ničesar več ne razumem. Kolumna Jajca. Anje Zag Golob.